Po skoraj 24 urah, potem ko je umoril svojo partnerko v Vuhredu, potem peš pobegnil in celo preplaval Dravo, so policisti vendarle ujeli in aretirali 39-letnega osumljenca. A kje? Prijeli so ga pred stanovanjskim blokom, pred tistim blokom, v katerem je umoril svojo 36-letno partnerko. Iskali so ga s helikopterji pa droni, prav po filmskom, opozarjali občane, kako nevaren je, in ga naposled aretirali. Prijetju se ni upiral, grozi mu najmanj 15 let zapora. In policija danes takole. Saj se je izkazalo, da se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu. In kaj danes pravijo domačini, sosedje, mimoidoči? So pomirjeni, da so ga našli in tudi, da je bil med 24-urnim filmskim iskanjem ves čas tako blizu. Več Lara Miklavčič. Skoraj pol polnoči je bilo, ko je policija pred domačim blokom v Vuhredu aretirala osumljenca. Ob 23 uri in 20 minut so policisti prav tu pred vrati stanovanjskega bloka opazili osumljenca in mu odvzeli prostost. 39-letnik se v prijetju ni upiral. Je sodeloval, bil je razumen, priseben in komunikacija z njim ni bila, da bi rekel, otežkočena. Policisti in kriminalisti so osumljenega iskali vse od klica v noči na ponedeljek. Takoj po umoru je osumljeni skočil v reko Dravo, jo preplaval in tako zabrisal sled. Peš se je nato gibal na drugem bregu reke, čez dan pa se je nahajal na več težje dostopnih lokacijah. Moram poudariti, da teren, katerega smo pregledovali, je bil dejansko zelo težko dostopen, strm, nevaren, neprehoden in je imel storilec v tistem trenutku dosti manevrskega prostora, da se nam je izmuznil oziroma skril. Danes so bili domačini nekoliko mirnejši, a pretreseni. Res nerazumljivo in zelo hudo je nam vsem, za gospovi se to zgodilo in pa tudi nam zelo hudo tudi za njega. K iskanju so veliko pripomogli prav klici občanov. Okoli 9. ure v jutranjih urah smo dobili obvestilo preko operativno-komunikacijskega centra, da bi se naj na območju pokopališča, tam v bližini naselja Vuzenice, gibal osumljeni. Nemudoma so bili na kraju policisti, vodniki s psi, teren so pregledovali z droni, helikopterjem, konjenico, a osumljeni se jim je izmuznil. Okoli 21. ure pa ponoven klic dveh domačinov. Da bi se ta osumljeni nahajal na mostu na Vuhredu, nato pa naj bi celo stopil oziroma vstopil na avtobus v smeri Mute. Te podatke smo preverili, vendar v tistem trenutku osebe nismo izsledili. Pred polnočjo pa se je osumljeni nato sam vrnil na kraj tragedije. Noža, s katerim je 39-letnik vzel življenje 36-letni partnerici, še niso našli, tudi motiv za dejanje še ni znan. Kako motiv imamo nakazan, vendar trenutno ne moremo govoriti o samem motivu. Kriminalisti namreč še zbirajo obvestila in dokaze. Osumljeni, ki je zdaj v pridržanju, bo stopil pred preiskovalnega sodnika. Za umor mu grozi od 15 let zapora.